Zdaj, gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu info360.si. V današnji uri resnice z menoj naša stalna komentatorja Edvard Kažič in pa Bernard Nežmah. Lepo pozdravljena. Ja. Zdaj, osrednja tema današnje oddaje bi bila, zakaj je Levica oziroma levi blok tako snel rokavice že pred sestavo nove vlade Janeza Janše, ampak predlagal bi, da neki par besed še rečemo prej o Zoranu Jankoviću oziroma njegovi kandidaturi, napovedi, da bo šestič kandidiral za ljubljanskega župana. Prejšnji petek smo imeli uro resnice ravno takrat, ko se je dogajala ta slavnostna seja mestne občine na Ljubljanskem gradu. Zdaj, Bernard, tim vem, da spremljaš, natančno dosti nekaj že časa, si prav nek kronist, lika in dela Zorana Jankovića, pa me zanima, recimo, si pričakoval kandidaturo, in kaj meniš, recimo, o njegovih obetih? Lahko znova zmaga, bo zanesljivo znova zmagal, ali lahko je enkrat poražen? On je kot lisjak oziroma ima okoli sebe tim PR-ovcev zelo dober in mislim, da je še vsakič, ki je kandidiral, je najprej napovedal, da bo napovedal. In potem nikoli se ni premislil. Z tega stališča sploh ni bilo razloga, zakaj bi o tem poročala. Poročali bi, če bi bila vsebina, da ne kandidira. Zdaj, obeti, ja, to je pa tako, Zdaj, njegova posebnost je, da je, mislim, že 20 let zmaguje v prvem krogu, gladko. Zdaj, zakaj? Zdaj, ni edini. Pred njim je bil župan Janez Nepomuk v začetku prva polovica 19. stoletja, on je županeval celo del, 26 let. Ampak nikoli ni zmagal na volitvah, so ga postavili. Skratka, zdaj se lahko tudi vprašamo, a je Janković v resnici zmaga na volitvah ali je postavljen. Zdaj, volitve niso samo stvar, kako bi rekel, izbere na tisti dan, pa tekem, ampak tudi enakega položaja v predvolilni kampanji. In on je zunaj kategorija. In tisto, kar je zanimivo, da nihče ne protestira. Vzamo, njegov najmočnejše orožje je propagandni list Ljubljana. Javno glasilo, pri nas hvalijo javna glasila kot najboljše utelešenje žurnalizma. V tem glasilu imamo samo hvale njegovim vsem projektom, nobenih dilem. Tam v njem ne najdete vprašanj, ali bi gradili tržnico, ali bi gradili garažo, ali bi gradili garažo v Štepanskem naselju. Ne najdemo vprašanj golosekov, kako sekati, nič. Vse, kar zadeva Ljubljano, nobenega vprašanja, vse je tako. Zdaj, zakaj jaz pravim, da je ta list pomemben? Izhaja v nakladi tam nad 120 000. In to ni časopis, ki ga lahko naročiš ali ga izbereš, ampak ti ga vržejo v kaselc, ker tudi rumena nalepka te ne zaščiti pred trešem in propagando. In zdaj, če vzamemo, da ta časopis, ko ga ljudje dobijo, je pa izjemno lepo narejen. Dobijo so neke nagrade za oblikovanje, tako na oko je čudovita in barvno in vse. In zdaj vzamemo ljudi, ki ga dobijo, in vsi ta množica, ki sploh ne bere časopisov, je to edini časopis, s katerim imajo stik. In v tem časopisu se dobijo zgled. Zdaj pa, če pogledamo, da to izide 10krat na let, je to 1,200,000 izvodov. 20 let je 25 milijonov izvodov. Ima prednosti pred vsemi tekmeci. Noben drug tekmec tega orožja nima. In zdaj, to, kar je zanimivo, je, da nihče protestirajo malo te stranke desne, ampak nikoli ni en blok, da bi protestirala tudi, recimo, zahtevala Levica, SD, včasih LDS, Svoboda je tako identificirala z njim. Se pravi, že na sami tekmi ima enormno prednost. Potem, če vzamemo Europlakat, ki ima zame nedopustno pogodbo Forever, da za zameno za sodelovanje s sistemom bicikel postavlja panoje. Če pogledate pred vsakimi volitvami, kaj je značilnost, popolna dominanca Jankovićevega obraza. Količina njegovih podob v primerjavi z drugimi je, nimam pojma, 100:1 ali pa kaj podobnega. In zdaj, kdo nadzira, kdo sploh nadzira to? Vprašanje, oziroma kakšne vsote on plača Europlakatu za
To je drug moment. Tretji so pa osrednji mediji. Osrednji mediji ga jemljajo kot božanstvo. Recimo, ta seja slavna. Ob enih je Domovina že javljala in pol za njo, mislim tudi Planet, pa Nova, da je v zadevi C0 sodišče presodilo, da je državna sekretarka podpisala sklep, za katerega ni imela kompetenc. In recimo, javljali niso tega do Dnevnika, se pravi, to je minilo, koliko je to, 6 ur. 6 ur so rabili, da so tako močno vest, ki je pravzaprav usodna, če pomislimo. Človek se hvali, imel še konferenco, kako je lepo zgradil kanal, zdaj se pa izkaže, da ne stoji. In zato so rabili MMC pletne strani urco pa pol manj. In kaj je bilo zdaj zanimivo? Ko je bila recimo osrednji Dnevnik, rečemo nacionalke, začne s prvo vestjo. Najpomembnejša stvar v državi je ta seja. Napoved kandidature. Ja. Napoved. In zdaj je bila tudi seja zloraba. Seja je nekako praznovala dan zmage nad okupatorji, ampak o tem sploh ni bilo govora. Govora je bilo samo o njegovi kandidaturi. Bila je cela leva nomenklatura tam in to so imeli neke 4 minute. Za njim so pa, priznam, so še dokaj je korektno lep prispevek imeli o C0. Ampak to je bilo pol krajši. Moje vprašanje je seveda, zakaj izbrati sejo, na kateri se ni nič zgodilo, na mesto dogodka, ki pa zadeva življenje in pitno vodo 300,000 ljudi. Kaj je pomembnejše? Jaz bi dal na prvo mesto C0, pa bi pa nekje dodal, skratka, kot urednikovanje. Tisto, kar je mene še bolj presenetilo, je bil odnos Pop TV-ja. Pop TV je šel seveda v skladu s svojo politiko, tisto, kar je bolj aktualistično, to so bile takrat, mislim, nekaj poplave ali podobno, in je o tej temi nekje sred oddaje prišel. Ampak, poslušajte, to je bilo zanimivo. Jaz sem štopal 3 minute pa pol oddaje, v katere seveda hvalospev vsem tam prisotnim in potencialnemu županu, pa so imeli 10 sekund prispevka o C0, na kateremu je pa sledil tam 15 do 20 sekund odgovora Jankovića. Se pravi, popolna disproporcija. In zdaj, v čem je zdaj vrag teh stvari? Jaz sem ponavljam, Američani so se ukvarjali z vprašanjem, kako so ljudje tako mirno preživeli holokaust v Ameriki. Mislim, brez kakšnega silnega, ni bilo silnega ljudskih zahtev po kakšnih intervencijah. In potem so delali študije časopisov New York Times in drugih in so ugotovili, da v bistvu so poročali o holokaustu. Ampak drobne vesti, vsak mesec, 2. Prav enkrat je bila celo naslovna tema, ampak tam ni pisali, da so Židje tarčani. In seveda sklep je bil tak, da je ena tema lahko ustvarja resno javno mnenje, mora biti podrobna in jo je treba nekaj časa držati. Ne samo sporadično, sem in tja. In seveda ena značilnost torej položaja Jankovića v medijih velikih je pravzaprav to, da za njegove afirmativne poteze, ko nekaj naredi, je ogromno časa. Potem, kadar pridejo pa zelo dela, če s tem tako rečem, so pa seveda tudi kakšna oddaja, ampak to je en dan, potem se pa konča. Ni to, da bi držali tako, ko rečemo Black Cube, vsi mediji 3-4 dni. Pa polovom pives, ne? Ja. In to ozračje seveda ustvarja tako javno mnenje, da zmaguje. Ob tem moram ti dodati pa še nekaj, da on nima nasprotnikov na levi strani. LDS, edinega kandidata, pa takrat je bila druga stranka, je imela 2,6, mislim, da je bil Kunič, je dobil vsega skupaj par procentov, stranka je bila pa druga, je imela skoraj 30%. Dali so drugo ligo. SD, po Metki Tekavčič leta 2010, ki je dobila par procentov, sploh ni imela kandidata. In zdaj levica sicer na zadnjih volitvah je imela protikandidatko, ki je bila celo druga, Nataša Sukičeva. Ampak kaj je značilno? Levica ni bila v konfrontaciji z Jankovićem. Ni šlo, da bi stranka ali pa Mesec nasprotoval recimo garažni hiši, nasprotoval temu brutalni gradnji kanala, nič.
oni pravzaprav mogoče kakšni drobni temi, jaz tako pravim, on ko kdaj kaj nasprotuje, pa reče tako potih, da slučajno Janković ne bi slišal pred kamerami. Ampak potem nikoli tega ne ponovi. Se pravi, zdaj imamo kaj? To pravzaprav pomeni, da velike stranke leve provenience sistematično one glasujejo in podpirajo Jankovića, ker ti ne moreš iti na kandidaturo, ne da ga ostro napadeš, če ne, si samo en sopotnik. In v tej konstelaciji je bilo do zdaj tako, kot je bilo. Zdaj še ena tako, bom rekel, stvar, Edvard, mi je tako, pa to vse to velja tudi za tebe, Bernard, mi je tako, bom rekel, malo tako gre, ne, tako, na nek način, malo gre to že v spomin, ne, pa tako malo hecno se mi vedno bolj zdi, no, ta slavnostna seja, ne, te mestne občine. To je zdaj Janković naredil neki osrednji medijsko-politični dogodek, ne, ampak ko potem gledaš tam, kdo tu sedi, ne, tako nastane neka taka mešanica, vse meni se zdi, no, tako recimo med tistim filmom Ples vampirjev, ne, Romana Polanskega, pa med temi zabavami, ki včasih vidimo v teh hollywoodskih filmih, poroke maficev, ne, a veš, ti objemi, treplanja, vrstni red in tako dalje, tako se mi zdi, ampak pa ta družina, ki pride vedno, ne, tja, Zorano Janković, tako da ustvaril si je nek, v bistvu res nek poseben status, ne? No, meni se zdi to zelo zanimivo, ne, ker ko opazuješ Jankovića, pa ko spremljaš njegovo delovanje, ne, lahko ugotoviš v bistvu vsaj dve stvari, ne. Na eni strani ima neko kar zavidljiv bazen podpornikov, v bistvu ljudi, ki ga spremljajo kot nekoga, ki je nekaj naredil, ne, ki je, ne vem, center naredil takšen, kot je, ki je, ne vem, pač določene stvari izpeljal, ki jih mogoče kdo drug, ne vem, se jih niti ne bi lotil. Lahko se tukaj strinjam z marsikom, ki reče, ja, v 20 letih je pa že kaj naredil, ne. To je en del zgodbe, no. To se pravi, je nek krog ljudi, ki ga jemlje kot nekega uspešnega izvajalca ali pa skrbnika mestnega, ne vem, razvoja, ne. Na drugi strani je pa točno to, kar si omenil, kar je zelo lepo vidno, no, na teh dogodkih, je, kot rečejo, da grejo v bistvu izraziti spoštovanje, ne, Američani pravijo paying respect, ne. In kar hočem povedati, je to, da je okrog sebe ustvaril nek sistem ljudi, nek ekosistem, ki so v resnici odvisni od njega. Ne. To se pravi, on zagotavlja neko ravnovesje od teh že pregovornih, kako bi rekel, provizij, dostopov do dovoljenj, razparcelacij, nekih predhodnih informacij o tem, v katero smer bo politika mesta šla, po domače povem, kje se kaj splača, pa kje se kaj ne splača. In ti imaš zdaj zelo zanimiv pogled, ne? Jaz sem recimo mnenja, da je velika verjetnost, da tudi pri naslednjih volitvah, da bo prišel v prvem krogu mirno skozi. In zato, ker bom zdaj mogoče še dva stavka naprej razvil, in zato, ker v resnici, ne, tako kot si ti rekel, na levi v bistvu mogoče niti ni pravi kandidatov, v resnici tudi na desni ni nekih močnih protikandidatov, ki bi lahko parirali z neko, dajmo reči, neko ali poslovno integriteto ali pa, ne vem, z neko dokazano, kako bi rekel, neko zgodovino nekih uspehov v tem smislu, ne, ker to počasi vsem postaja jasno, ne, da če na državni ravni govoriš o neki politiki, ti v bistvu na tej mestni ravni seveda govoriš o politiki, ampak v resnici je drugačne vrste, ne, to je bolj izvedbena politika, to se pravi neka operativa, kjer je v ospredju v bistvu komunala, kanalizacija, ne vem, mestni prevoz, takšne stvari, ne, ki so v bistvu namenjene tej neki operativi za dnevno lajšanje življenja ali pa izboljšavo kvalitete življenja, to se pravi meščanom, ne. No, in ko ti to združiš, ne, na eni strani v bistvu to percepcijo, da nekaj je pa naredil, na drugi strani pa nek močan ekosistem, katerega vsi, ki živimo in delujemo v Ljubljani, začutiš na takšen ali drugačen način, ga začutiš, da obstaja. Ne, od raznih sprememb v vrhovih različnih podjetij, ki jih obvladuje mesto Ljubljana, do te servilnosti na njegovo, v bistvu, kot bi rekli Srbi, njegovi okom ti skokom, ne, še predno je do konca stavek povedal, se že stvari dogajajo, ne, in tudi branijo ustrezno, ne, kar pomeni, da obstaja ogromen bazen v bistvu podpore,
ki jo on ima. Na eni strani ta globoki del ali pa ta ekosistem, ki je življenjsko odvisen, če Jankovića zamenja nekdo drug, bo ta sistem moral razpasti, kar pomeni, da se morajo boriti za njega. In na drugi strani en del, dajmo reči tako, navadnih meščanov, ki ga jemlje kot bom rekel, uspešnega izvajalca, uspešnega menedžerja. Dve stvari sta se v zadnjem času zgodile, ki mogoče majčkeno zakrivata ta del njegove uspešnosti, in sicer je ta zgodba s parkirišči, kjer je v bistvu majčkeno nerazumno, kaj sploh rine. V Štepanskem naselju. In zdaj v bistvu to, kar se je začelo prelivati po celi Ljubljani, ta podpora, jaz sem slišal v zadnjem času ogromno teh komentarjev na račun, saj se mene direktno ne tiče, ampak pa podpiram in bom podpisal, zaradi tega, ker to ni prav. To je en del zgodbe. In drug del zgodbe, kjer smo se ravno tako lahko vprašali, kaj je s tem človekom narobe, da greš na vodonosnik, to se pravi na srednjo vodno zajetje, greš ti tam čez kanalizacijo pelati. Noben, ko bi rekel, saj jaz tega ne morem razumeti, da bi jaz, kjer imam vodno zajetje na vrtu, čez kanalizacijo speljal. Ob vseh možnostih, ki ti jo, to se pravi, omogoča gradbena stroka in tako naprej. In potem prideš do preprostega zaključka, da je verjetno res nekaj na teh zgodbah o provizijah, o tem. In če temu dodaš potem še skoraj neverjetno njegovo zgodovino različnih sporov po sodiščih. Skoraj neverjetno. Od elekte, odpisovanja, koliko je 40 milijonov evrov, mislim, da je odpisano. Od tega potem prodaja, zdaj, ker je v zadnjem času spet ta zgodba prišla nekoliko bolj v ospredje, od prodaje kubature v Stožicah. Pač jaz dnevno hodim mimo kompleksa Stožice. Mislim, meni se to zdi, jaz bi na njegovem mestu se v bistvu osramočen skril čim dlje, da ti to 20 let pustiš v bistvu tako škrbino na svojem prostoru. Potem KPK in tako naprej. Da je, jaz bi celo upal si špekulirati, da je marsikdo zaprt za bistveno manjše stvari, kot so bile tukaj njemu očitane, in da je neka čudna povezava v resnici obstaja s tistim njegovim komentarjem na hrvaški televiziji, ker češ njemu se ne more nič zgoditi, ker je največji borec proti Janezu Janši, pa do tega, kar se je dogajalo v teh 20 letih okrog njega, kjer bi verjetno marsikdo že zaradi svoje osebne integritete odstopil pri kakšni zadevi, on je to mirno šel čez in se, kako bi rekel, mirno šel čez nasmeškom in rekel, nihče mi nič ne more. Pa seveda, in ko to vse skupaj združiš, ugotoviš, da je nekaj hudo narobe znotraj tega volilnega telesa, to se pravi, in da prideš zelo blizu tem razmisleku, mogoče bo pa to res plebiscit. To se pravi novembra, mislim, da so mestne volitve, to se pravi te županske volitve, da bo plebiscit. Ali res Ljubljana želi na ta način peljati zgodbo naprej, kjer ti sredi spalnega naselja, kjer je najvišje nadstropje, 12 nadstropje, postaviš 30 metrsko neko banano, ki štrli in ti uniči celotno veduto v bistvu Ljubljane, ali je res to tisto, kar si Ljubljana želi, ali pa bom rekel, ja, dajmo to, pa kako bi rekel, boljšega ni. Ta je strašen operativc, obvladuje verjetno od mafije, gradbincev, vsega to, dajmo ga podpreti, da bo še naprej nekako nas varno peljal naslednjih 5 let. Je pa tako, da res da zmaguje v prvem krogu, ima pa nominalno vedno manj glasov dobiva. To je res, vedno manj Ljubljančanov zanj ga glasuje. Ampak to sem želel še vprašati. Zdaj te dve sodni odločitvi sta bili zdaj povezani z kanalom C0, obe sta bili katastrofalni v bistvu za Jankovića, pa zdaj ta nov zakon o pokopu žrtev komunističnega nasilja na Žalah. To tudi njega sem videl, ga zadane. A to lahko kaj vpliva za to njegovo prihodnost, pa volitve? Dej, če bo formirana bolj desna vlada, potem bodo tudi ministrstva ravnala drugače. In stvari, kot so tržnica, to, ki je do zdaj so bile odločitve vse po želji župana, bojo lahko začeli delovati tudi v skladu z pravom in tem. Zdaj, en problem je, zdaj recimo,
ti si tako lepo plastično pokazal v parih stavkih, da nesmisel gradne kanalizacije čez vodni vir. Ampak si porabil vseeno kar nekaj, 20 sekund, da si to povedal. Veliki mediji, ko so pripovedovali o porazu njegovem, niso uporabljali nič plastičnega. Šlo je za to, na sodišču je izgubil bitko. In ljudje pa čisto tehnično. Enkrat izgubiš, naslednjič boš dobil gor dol, advokat bo imel boljši. Skratka, to, kar je najbolj krucialno pri zadevi, tega sploh niso plastično pokazali. In to je v vseh njegovih primerih deluje tako. Zdaj jaz pri kandidatih, mislim, da to v resnici niso problema. Imeli smo konec koncev Arharja, ki je bil oče slovenskega tolarja, pa je zelo malo, ne vem, če je dobil 30%. Konec koncev Logar, bil je zelo blizu Nataši Pirc Musar, kot kandidat za Ljubljane ni prišel do 30%. Skratka, tle ne gre za problem kandidata. Jaz bi rekel, da situacija spominja na stari partijski režim, kjer sej tam tudi ni bilo kandidatov. Kaj bi pa rekel? Kdo bi pa kandidiral proti, recimo, stanovniku? Bil je takrat Igor Bavčar, ki je bil stališča splošnosti, a ne splošnih ljudi, pač buntovnik za civilne pravice, pa nobena figura ni bil konec koncev. No, ampak ne smemo pozabiti, takrat je zmagal za kandidata za predsedstvo Jugoslavije popolni anonimus, kot je bil Janez Drnovšek. Pred tem, ko so ga dali na kandidaturo, mislim, da nišče ni za njega slišal, razen njegovih sodelavcev. In tam je bilo, odgovor je bil tako resnici plebiscitni, kdorkoli je Drnovšek vsem kaj, samo da ne bo partijski kandidat Bulc. In zna se zgoditi, in jaz mislim, da v resnici le ni toliko pomemben kandidat, ampak to vzdušje. Namreč zdaj to parkiranje. Parkiranje ne zadeva samo Štepansko naselje, ampak vse soseske po Ljubljani. Nekaj, kar je bilo javno dobro, je naenkrat krepko plačano. In zdaj v Ljubljani se dogaja celo te norosti, da greš ti v italijanska mesta, kjer so parkirnine bistveno cenejše, pa so turistični kraji, da imajo celo prostore, kjer piše samo parking, nobenih cen. V Ljubljani je zdaj samoumevno postalo, da je treba na račun parkinga izvleči od državljanov tok in tok. In zdaj tisto, kar je pa en izmed produktov Jankovićeve vladavine, je molk levice, rečemo temu intelektualne in tudi politične levice. Namreč zdaj oponirajo novemu temu omnibus zakonu, češ to je zakon za bogate proti revnim. Zdaj pa če vzamemo to drakonsko podražitev parkirnine, ne vem, za 31 na 71, pa 40 na 70, pa predvsem to, da prej so bile ure limitirane, zdaj pa celo noč, vse. Skratka, če bi šel pogledat in se vprašati, kakšen udarc je to za ljudi, ki nekako se stavljajo mesečno preživetje, je to silen udarc. In če koga če je kakšna poteza, ki je hendikep za revne, za ljudi, so ravno te Jankovićeve parkirnine. Ampak zdaj se pa vprašamo, a smo slišali gospod Bratušek ali pa Asto Vrečko, ki bi protestirali proti tem noremu dvigu parkirnin, in to v času, ko ni bilo nobene inflacije takšne, podobne. Nič. In zdaj je problem, da leva politična provinenca je imela svoje ideje, neka načela, in v primeru Janković na vse pozabijo. Ko so recimo se dotaknili ali pa žalili karkoli, ali pa nadlegovali predsednico oziroma prvo damo 8. marca, je bilo to medijska prva vest na vseh in tako reperkusije. Ko Jankovićevi varnostniki premlatijo kmete, policisti celo oglobijo tega, ki je bil premlaten. Nobenega glasu o tem, organi nasilja, trda roka na civilisti. Skratka, kaj se dogaja? Tudi takrat, veš, spomniš, Bernard, ko je praznil rok, ne? Ja, seveda. Sozivci in vse, ne? Pa to, pa tisto je bilo, absolutno. In hočem reči, kaj to pomeni? To pomeni, da ti nimaš več idej konsistentnih o civilna družba, nedotakljivost telesa pred
strani policistov in varnostnikov, da je postali to popolnoma normalno, dovoljeno, o tem molčijo. Ne? In s tem so v resnici zgubljajo platformo, postajajo samo še ideološka stranka, ki targira na oblast. Ideje so pač uporabijo samo v smislu retorike, kadar je treba udariti po nasprotniku, drugače pa ne. Kaj pa to recimo pomeni za Jankovića v teh številnih postopkih, ne? Ampak tam v prvi vrsti, ko on tam najavlja svojo kandidaturo, pride recimo predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin. Ja, jaz postavim, ne samo to. Kakšen dogodek je to sploh bil? A hodijo vrh države na seje mestnih svetov? A hodijo v Maribor, v Gorico, Novo mesto, pride Rok Čeferin na slavnostno sejo. Skratka, nobenega razloga ni, da iz tako efemernega, banalnega dogodka, kot je mestna seja, narediš pravzaprav kraljevi obisk, ne? In mu daš status visočanstva. In z tega stališča vsak je kolikški decenten, ne bo šel na tako prireditev. Ja, se jaz, kakor vem, tisto ni bila mestna seja, ampak je bila najava njegove kandidature. Ne, slavnostna seja mestnega sveta, ki tudi podelijo te priznanja, pač te statuse častnim nazive Ljubljančanom in tako dalje, ne? Ampak zdaj, okoli teh kandidatov, no, zdaj slišim, pač to sem zdaj te dni slišal, da naj bi se ta koalicija, ki bo sestavljala vlado, ne, se pravi SDS, Demokrati in pa ta trojček okoli NSI-ja, da naj bi se dogovarjali, da bi imeli skupne županske kandidate po vseh teh mestnih občinah. Konkretno za Maribor sem slišal, pa tudi za Ljubljano, naj bi se tako dogovarjali. Ampak to verjetno ni, ne, neka velika ovira za Jankovića, nek skupen kandidat desnice, ne. Ja, mislim, ob vseh ostalih faktorjih je ta sam faktor premalo. To ne deluje. Ne? Skratka, tebi ne pomaga, če imaš medijsko mašinerijo v drugo smer. Hkrati se pa govori, da je zanga največja nevarnost, če se pojavi nek kandidat leve sredine, ki pride potem, ne, po naključju recimo v drugi krog skupaj z Jankovićem. To je pa zanj menda zelo ampak samo pod enim pogojem, da bi ta kandidat s svojimi strankami ostro napadel vse njegove projekte. V tem primeru. Ne pa Gobrano, ne? Če ne, pa vsem, mislim, voliš njega ali ne njega. Ja, jaz še vedno mislim, da je v bistvu, da bojo te županske volitve dejansko neka odločitev samo za ali proti njemu, ne. Pa še to je treba vedeti, ne, da v bistvu Janković ima eno specifično vlogo tudi v tem slovenskem političnem prostoru, preprosto zato, ker je Ljubljana jedro in srce skrajne levičarske ideologije. Ne? In Jankovićev ekosistem omogoča pravzaprav sploh vzdrževanje te Gramsci bi to celo imenoval verjetno na neki točki kot neke hegemonske infrastrukture, v bistvu, ne? Da sploh to lahko živi. Ne? In Ljubljana je v bistvu s to svojo, ne nazadnje tudi, kaj ne rečem, slabim regionalnim razvojem države postal nek epicenter, kjer se v bistvu dogaja 70% vseh dejavnosti povezanih s politiko in z razvojem države in tako naprej se dogajajo v Ljubljani in Ljubljana je tudi, če si noče priznati marsikdo, je pač jedro levičarske ideologije. Ne? In ta levičarska ideologija sega v različne smeri. Ta trenutek lahko vidimo, s kakšno lahkoto v bistvu sindikati zbirajo podpise po fakultetah. Ne? To se pravi, da en velik del univerzitetnega sveta v bistvu podpira to levičarsko ideologijo, namesto da bi bil to prostor, kaj ne rečem, širine razmislekov, ne? Imamo prostor v bistvu neke ideologije, ki to ideologijo v bistvu načrtno forsira. Ne? In zato je Janković toliko bolj pomemben, ne? Ker Janković je prišel celo v situacijo, ne? Zdaj mogoče bom šel malo skrajno, ne? Ampak to se pravi, to mesto, to sem jaz, ne? S svojim odličnim sloganom nekoč, ne? Ljubljana, najlepše mesto na svetu. Ne? In je to pripeljalo do tega, da Ljubljana najlepše mesto na svetu in ta Ljubljana, to sem jaz. Ne? In je kar naenkrat, v bistvu, če njega daš ven iz enačbe, dobiš tipičen diktatorski ta refleks, ne? V katerem je recimo, ne vem, saj Machiavelli to zelo lepo opisoval, ne? Če imaš upravka z diktatorja zameni, postavi drugega diktatorja in diktiraj naprej. Ne?
Ne rabiš v bistvu vse demokracije, pa ne vem kaj, a ne, ker v slovenska levica ima nasplošno ta problem, a ne, da ne verjame v preprosto demokracijo. Ona verjame v nadzor. Ona verjame v to, da je treba imeti vse pod nadzorom, da je treba imeti znotraj ta stujko, Američani pravijo leverage, ne? To se pravi, ves čas moraš imeti ta povuci potegni. Ne? Provizija za to, da dobiš to, to, da dobiš to. Ne? Zdaj, pred kratkim smo gledali oddajo Tarči, ne? Kjer je bila govora o teh, kako recimo mariborski župan, kako je pač posloval, naj bi posloval, kakorkoli. Ampak tale, kaj je odvetnica Zidar Klemenčič, ne, je v tem pač zelo direktno povedala, ne, da v resnici je zelo enostavno poslovati v svetu teh vzvodov. Daš provizijo, dobiš to in tako naprej. Jaz mislim, da se je med ogledom te Tarče, od teh provizij, mogoče en velik del Slovenije vprašal, pa dajmo tiste par 10 ur dob, tista dovoljenja, pa pet naprej. Ne. Se strinjam, da to ni v redu in tako naprej, ampak tako daleč to pride, ne? Ker je ta nemoč, na katero posameznik naleti, kot ta ekosistem, v bistvu ta hegemonska struktura obvladovanja prostora, ko se zbudi in začne, in to je tudi povezano z vprašanjem, o katerem jaz mislim, da bomo govorili, ne? Zakaj se je v bistvu ta sistem slovenski, te strukture aktiviral še predno se je sploh vlada formirala, z tem vprašanjem referenduma in nasprotovanja temu interventnemu zakonu in tako naprej. In je točno to, da pokaže pravzaprav, da živi, deluje, obvladuje in zato sem jaz mnenja, da tudi v primeru Jankovića, da je zelo težko, razen če se bojo napori proti njemu sfokusirali na vprašanje, ali res želite še naprej živeti pod takšno vladavino ali ne. Mimogrede, ko si omenil mariborskega župana, pa te donacije in vse te stvari. Del teh donacij, in to je tudi vidno iz te začasne odredbe, jaz ne v celoti prebral, tam okoli 200 strani ima, to mislim, da je bilo na Tarči malo slabo povedano, ali pa namerno ni bilo tako povedano. Del tega denarja, ki gre kako za donacije in se zliva tam na transakcijske račune teh športnih društv, konkretno v tem primeru Tomaža Barade, ta del denarja, tako piše v odredbi, pride sicer potem kasneje v privatne žepe ljudi, tudi v obliki gotovine. In tukaj imaš zelo na mestu vprašanje. Hoče reči, da gre za donacije mestu, ampak gre tudi za denar, zanimivo je, da velika večina ljudi to razume samo po sebi. Mogoče res. In Maribor je v bistvu relativno proti Ljubljani več, rekel majhno mesto, ampak bistveno manjše mesto. Ne? In potem iz tega ven izpelaš, kaj ne rečem, špekulacijo v lastni glavi, ne? Si rečeš, ok, če je to tam, a ne? Kaj se šele potem v Ljubljani dogaja? Sej te zgodbe, kaj se je dogajalo z Elekto, kaj je bil Krim Elekta rokometnim klubom, ki je kar naenkrat v bistvu postal najbogatejši v bistvu rokometni klub. Jaz mislim, da celo v Sloveniji, takrat, ko je bil Janković predsednik Mercatorja, pa predsednik tega rokometnega kluba in to zaklinjanje vseh teh povezav, kako gre za eno čisto ljubezen do športa, vse verjetno gre, ne? Samo kako se to izvaja, je pa potem... Si videl, da je bil župan Ljubljane, je bil sposoben zamenjati znanega nogometnega trenerja, očitno samo zato, ker ni imel vnuk dovolj velike minutaže. Ampak tlele smo prišli na eno temo, ki je pravzaprav krucialna, pravna država. Mi smo, do zdaj smo imeli v rabi pojem ogrožene pravne države, samo kadar je šla strelica na kakršnokoli početje Janševe vlade. Onkraj tega ni bilo. Zdaj vzemimo čist banalno, ne bom pa jaz tako enostavno plastično pokazal pri vizijah v mestnih poslih. Sistem daš provizijo, pa lahko gradiš tam, ker ne bi smel karkoli. Ampak, kje je tukaj varuh konkurence? Potem bi pričakoval od občine, da da razpis. Vsi, ki hočete kandidirati za to in to, je pogoj 10% ne vem, tega donacij ali karkoli in potem imajo vsi to tekmo. Skratka, ti na ta način izločaš, pravzaprav sploh onemogočaš tekmovanje, onemogočaš konkurenco. Ali pa tista stvar, meni tudi nezamisljiva, ko imajo pol pogajanja,
ko pridejo v finale konkurenti, pa se pa z županom neposredno pogajajo, kdo bo zmagal. To ni noben javni razpis. Hočem reči, potem ga še enkrat ponoviš, če se ne odločaš. Hočem reči, in zdaj je seveda ključno to, da eno izmed zdravil je upeljava tukaj inštitucij, ki delujejo. Se pravi, dejansko varuh konkurence, ga poznate po kakšni njegovi odločbi, kome da, jaz ne vem. Ali pa da bi kdaj kaj pomembnega ustavil ali pa on sprožil, da ta funkcija ne deluje. Potem, mislim, da je ena res prelomnih stvari, če jim to uspe, Logarjeva ideja z tem skokom ali uskokom, karkoli že je, da imaš ti institucijo, ki bi se dejansko efektivno ukvarjala z preganjanjem kriminala. Konec koncev, en problem je, da v takih izrednih razmerah se razmahne korupcija. Rečemo, nažal je po moje najbolj koruptivna dežela v Evropi ta hip Ukrajina, ker je seveda jasno, ker je vojna, trgovine ni, tekmovanja ni, prevoza ni, si odvisen samo od pomoči Zahoda. Skratka, to ti pa nekdo podeljuje, nek uradnik, ta, drug, tret. In zdaj tisto, kar je meni tam res bode oči, ko se izkaže, ko najdejo nekega ministra, generala, ki namesto denarja za vojno opremo, on, nimam pojma, kurjo farmo nekje kupi ali karkoli na veliko, gigantsko. Skratka, kako je to lahkotno? Skako, ko ta sistem deluje in to dobiš najbrž drobac ven, zveš. In v Sloveniji je pravzaprav enako. To, kar se zdaj tako lahkotno pripoveduje, znajdu se je, gor dol, to je bila značilnost komunizma, ki ti ni omogočil, da bi sploh trgoval, pa si se mogel znajti. Si šel, v resnici čez mejo nisi smel nič prinesti, pa doble so pa kolone, polne avtomobilov. In temu se je rekel, znajdi se. In v resnici ideja, kako državo reformirati v tem, da znajdi se izgine, dotacije, to vrstne stvari se eliminira, je tista stvar, kjer pa ima recimo vlada lahko potencialna, resno priložnost, da preseka z enim tipom ekonomije. Koliko slišim, pač ne bi se zdaj Janković oziroma ta njegova družina naj bi se kar resno malo bala spremembe te vlade, on zaradi teh morebitnih novih postopkov sodišča, policije, tožilstva v zvezi s tem skokom. Ker zdaj kadrovsko očitno obvladujejo tožilstvo, policijo in tako dalje, skok bi bil pa neka nova, nek nov organizem. Jaz bi tukaj še na malenkost samo dodal, da je verjetno dobro bi bilo razmisliti o neki omejitvi mandatov. Ker jaz sem se pogovarjal, mislim, da z enimi dvemi župani, o tem, kaj mislijo oni o tem, in sta mi oba dva sta mi rekla v bistvu zelo podobno. Rekla, veš, v prvem mandatu v Sloveniji so postopki v bistvu niso tako kratki, kar pomeni, da ti en mandat ugotoviš v bistvu, kje si, kako se kakšne stvari peljajo. Zdaj, če nisi bil že prej podžupan, da bi že prej kakšne stvari vedel, potrebuješ tudi nekaj časa, da malo razumeš ravnotežja, pa kdo komu kaj. In potem v tem enem drugem mandatu ravno nekaj narediš. Oba tako malo med vrsticami, da je potem pa dlje časa si, naravno je boljš, ker boljš razumeš, kako vse skupaj deluje, ampak potem pa popolnoma iz človeškega zornega kota prideš pa verjetno do ugotovitve, da če pa nekdo predolgo pa naravno razvije nek svoj model delovanja in naravno razume že potem, kje se da priti skozi in kje se ne da priti skozi. Da je bil Janković, da je bila prva dva mandata, sta bila še koliko je to okej, Potem na koncu je pa to šlo v take dimenzije. Verjetno tudi že v tretjem mandatu začel ta ekosistem nastajati, ki prej ni bilo, pač možno. Edino, kar se mi zdi tako, da Janković, po mojem, ta ekosistem, ki ga ima, pa s pomočjo te politične podpore, pa malo teh avtobusov pa tako dalje, ker se vsi na lokalnih volitvah lahko pač voli vsak, ki ima prijavljeno bivališče, lahko še vedno zmaga, Tudi ne glede na to, kakšen velik plebiscit se odvija, No, Ampak bomo zdaj počasno naprej na drugo temo. Boš še kaj dodal zdaj, pa da gremo naprej. Jaz mislim, da tam vsem je ena velika razlika, da Štepansko naselje in tisti kraji so bili volilna baza Jankovića. Tam je imel zelo visoke procente. In če gre aroganca uničevati svoje najmočnejše oporišča, je to vprašanje
koliko je izgubil stik z realnostjo. In to je tak en izmed obetov za spremembo na Se to je res nenavadno, da se je lotil tega, ne? Zakaj, ja? Popolnoma po njem, mislim, v bistvu tudi nepotrebno. Ne, ker klasično je imel recimo konc od Vevč naprej je bil en redek predel Ljubljane, ki je ponad glasoval proti Jankoviću. In tam se ni bilo cest, ni se obnavljali, tam jih je potem kaznoval. Ali pa recimo v Savlah so protestirali kmetje, tam je cesta katastrofalna še vedno. Tam se ne popravlja kaj dost. Zdaj je šel na svoje. Skratka, to pa je ta položaj, da se počuti kot bog, ki je lahko. Dobro, če gremo naprej na temo, no, zdaj ta napad tega levega bloka zdaj med postopkom sestavljanja nove vlade, so res popolnoma snele rokavice. Danes sem bral, recimo, ne vem, vse sta brala, v Večeru se je članek začel o tem, kaj počnejo sindikati, mediji, civilna družba in tako dalje, z uvodno besedo upor. Skratka, po volitvah ne bi se dogajal nek upor proti sestavi nove vlade. To se mi zdi, da je zdaj malo kulminiralo, recimo s tem, kar je pač ta Filip Dobranič Muki, ki je prišel pač v center Ljubljane in bral po imenu in priimkih poslance, na katere je treba, ne vem, pritiskati, jih napasti, kako, mogoče celo fizično, ne samo prek spletnih omrežij. Mislim, neka taka dinamika se je razvila, ki meji že tam skoraj na začetek neke državljanske vojne. No, jaz lahko v tem malo smo to lahko pričakovali, no, ampak v tem smislu te dimenzije pa mogoče celo nismo. V tem smislu lahko samo ponovim tezo prej na lokalnem nivoju, Jankovića, zdaj pa na državnem nivoju, da se je ta, bom kar to Gramscijevo izrazoslovje, ta hegemonska infrastruktura, ki je nekako v ozadju deluje, in to govorimo o sindikatih, govorimo o nevladnikih, govorimo o delu, to se pravi akademske srednje, in ta del se je aktiviral. Ta del se je aktiviral zaradi različnih razlogov sicer, ampak en velik del njihovega motiva, če ne celo osrednji del tega njihovega motiva je zadržati oblast. Ne gre za pravice delavcev, ker je znotraj tega zakona, proti kateremu se zbirajo, to se pravi podpisi, preveč stvari. Zakaj bi pri zdravi pameti sindikalist ljudi prepričeval, naj bo proti temu, da se bo DDV znižal pri kruhu? Nekaj je narobe s tem in moja teza je, da gre izključno za borbo za ostati, imeti stvari pod nadzorom. Zato sem rekel, da leva ideologija, slovenska levica, kogarkoli že, mislim, ta levi del ne verjame, da je sposoben demokratično stvari peljati v državi. To je, kako bi rekel, prirojen jugorefleks, da je potrebno nadzorovati. Včasih z udbo, z partijskimi celicami, z vsem tem, in to se je samo preneslo. Ljudje so pozasedeni na ključnih lokacijah, na ključnih mestih, in to, kar zdaj spremljamo, gre za ta refleks, v bistvu za klic to se pravi, njihova, te hegemonske strukture, njihova volilna baza v resnici niso volivci. Gre za globoko državo, globoka država je njihov volivc. Globoka država jih drži tam, kjer oni so. Ne? Ker to, da je bom rekel, zdaj, da je nekdo že 30 let šef nekega sindikata, Bog mu požegni, naj bo. Ampak, kot smo imeli pri prejšnji take eskapadi, ko je Jerkičeva javno povedala, da sploh ne ve, zakaj je proti. Danes gledamo, da se ljudi nagovarja biti proti temu, da se bo davek znižal. Ne? Pa to moraš biti enostavno, bom rekel, nor ali pa pokvarjen. Jaz drugega ne moram več. Ti govoriš o tem interventnem zakonu. Ne? Govorimo o interventnem zakonu, ki je v bistvu povod, da se je ta struktura aktivirala. Ne? Drugo je tole, kar je tale gospod Dobranič začel tam ta imena brati. In jaz mislim, da hvala Bogu, da je prišlo do tega, da se tej strukturi, kot bi rekli temu v pogovornem jeziku, da tinte pit z istimi stvarmi, kot jih oni naprej trosijo. To se pravi, to, da ti pozivaš z imeni in priimki, da je treba nekoga dobesedno linčati,
on je pa izvoljen strani naroda. Ne? To je v bistvu, kaj ne rečem, po definiciji verjetno protidržavno delovanje, a ne? To se pravi protiustavno delovanje. Ne vem sploh kaj. Jaz bi pač, če bi imel to moč, jutri odrezal vsa financiranja, vse skupaj in strpel te ljudi v to se pravi v zapor. Zakaj? Včasih so se lutke obešali. Zaradi tega, ker ima to v ozadju bistveno hujši element. Gre za to, da se poskuša to snežno kepo začeti valiti. Snežna kepa, ki je nekoč z Jenulovimi eskapadami kulminirala v nekem kurjenju mask tamle na trgu, potem z fizičnimi napadi na ljudi in tako naprej. In potem te isti ljudje se delajo strašno nedolžne, ker češ, ja mislim, ne, dosti neumni, da to počnete, ne, mi že nismo tega počeli. Seveda ste počeli, ne, in k tej hegemonski strukturi ne smemo pozabiti, ne. Bernard je prej omenil medije, ne. To se pravi, imamo sindikate, imamo nevladnike, imamo to se pravi en del akademske sfere, ki to podpira, in medije, ki temu ne pristopajo kritično. Ne? Ko ne kritično pristopajo. Infrastruktura tega, in je to celotna infrastruktura, katere volilno telo niso volilci, to hočem povedati. Njihovo volilno telo je globoka država, ker jih globoka država drži na funkcijah. Ne? Globoka država jim omogoča financiranje, ne? In Golobova vlada je bila eklatanten primer omogočanja financiranja vseh teh struktur. Ne? Od različnih novinarskih struktur, ki se financirajo pač preko države, do, dajmo reči, mislim, sindikalnih struktur. Ne? Večina ljudi misli, da se sindikati financirajo tako, da ljudje dajo denar. V resnici ni res, ne? V resnici je to samo en del financiranja, ne? Pa morajo podjetja financirati in tako naprej in tako naprej. Ne? Tako da je ta globoka država, ne? Mi globoko državo običajno razumemo, ne? Zdaj, če desni govorijo o ne vem, Kučanu pa enih treh tipih, ki tam na neki kavi stojijo, ne? Sedijo, ne? Če levičari pač v kom drugem, ampak hočem reči, da ta globoka država, to je v bistvu ekosistem v ozadju, ki se je ustvaril z predolgo vladavino, zelo podobno kot pri Jankoviću, s predolgo vladavino ene in iste ideologije. Ne? In potem rata skozi čas, ne govorimo mi več o nekih profesionalnih kriterijih, ne, kot je recimo novinarstvo in je sploh veliko govora okrog tega, kaj so te profesionalni kriteriji in tako naprej, ampak govorimo o odvisnosti od dobrikanju pravim, ker te pravi v resnici vzdržujejo. Ne? In to je ta prava globoka država, ker nima več, to se pravi lika in dela enega, ne? Ampak ima zgolj tisti, ki izplavajo na površino v nekem obdobju, recimo v obdobju Goloba je bila tale Vesna Vuković je izplavala ven kot nek obraz neke obveščevalno-medijske klike, ki je diktirala nekaj in se je potem, ko so stvari ratale prevroče, hitro umaknila v neko zaledje spet medijev in tako naprej. Ne? Ampak ko razmišljamo o tem, ne, je potrebno pač vedeti, da gre za korak te globoke države, ki je skozi svojo strukturo začela uveljavljati v bistvu strah pred izgubo oblasti, ker s klasičnimi demokratičnimi pristopi v njih ne verjame, no, preprosto ne verjame v njih, da bi lahko vladala skozi. Sliši se banalno, pa zdaj zgleda, da je res nekdo pritisnil na gumb, ne? In so se te stvari, bomo rekel, tako sprožile. Zdaj, nekaj je očitno, ne, da klasična demokracija deluje skozi leta kot spopad pogledov, medijski ali pa na tribunah, ključne so volitve, potem pa se ta spopad spet nadaljuje znotraj teh okvirov. Naš primer kaže na permanentno, jaz bi temu rekel, revolucijo. Kaj je revolucija? Revolucija je stanje, ko ne sprejmeš formalnega izida volitev, ampak ti z ljudskimi in takimi drugačnimi vojaškimi upori spremeniš sistem. To se pravi, zdaj eni pač niso sprejeli tega rezultata volitev, ali kako? Ja, očitno, seveda ne, sprejeli so ga, ampak hočejo spremembo, ne? Hočejo spremembo ne na volitvah, ampak brez volitev. Ne? Recimo, tale gesta pozivanja imen
na katere bi bilo treba pritiskati, ljudje pritiskati na njih, je seveda zanimiva dejansko, če gledamo z primera takrat prve dame 8. marca, ki se je zgodilo to, da je šla nekam in jo je pač zoprnež ogovarjal in ji dopovedoval nekaj, morda je celo za roko prijel, ali ne vem, nisem sledil čisto tajno, ampak šlo je za to, za obliko, Angleži temu rečejo hustling, enega nadlegovanja. Ti imaš pravico, da greš, ampak da ti lahko tudi imajo človek pravico, da ti reče stavek besedo. Ampak da se nekdo postavi pred tebe in ti začne litanije brati, je nedopustno. Ne? In v tistem primeru je bilo to sprejeto. Zdaj imamo pa torej javni poziv vsem, niti ne članom stranke, kdorkoli. Vsak ima pravico na te ljudi vplivati. In zdaj bi lahko bi dali seznam vseh, izbrali so jih nekih 10 iz Resnice in Demokratov, lahko bi dali pravzaprav vse tudi iz SDS-a in Nove Slovenije in ostalih. Rekel, dajte, pritisnite, vsi jih kličite. Skratka, to je oblika dejansko neverjetnega nasilja. Da te lahko ljudje kličejo po telefonu, ustavljajo, gor dol. In zdaj ne smemo nekaj pozabiti, kaj je bil komunizem. Zdaj je izdal Jože Perjevec knjigo o Kardelju, da je boš peh, in v njej seveda je rahlo nekaj korigiral, ampak ni bilo nič vratolomnega. Ampak recimo, s kako lahkoto on opiše njegovo kariero. Prav bil je kandidat za učitelja, pa so mu dali pa dekret, ker je bil nekje obsojen ali pa obtožen in ni smel več učiti. Od takrat Edvard Kardelj ni bil več zaposlen. Živo je, to je bilo 27 leta, ali kot nekaj bil včasih tudi zaprt, ampak živo je torej na prostosti, imel je, v mislu si je 1-2 ženi, mislim še novo ženo, imel je družino, otroka je pričakoval, nikjer pa ne piše, od česa Edvard Kardelj živo. In seveda v Sovjetski zvezi, ali že bolševizem, je deloval tako, da je imel poklicne revolucionarje. Revolucionarje, ki se niso borili samo za ideje, ampak so imeli tudi kovčke denarja, s katerimi se je omogočali njihovo življenje. Stalin je bil zato tako močen v Sovjetski zvezi, ki je bil en tistih, ki je vodil rope bank, skratka je pripravljal denar. Skratka, tukaj gre za nekakšne profesionalne revolucionarje. Namreč v katerem smislu? V tem smislu, da je res zanimivo to, da so en del teh civilnih organizacij vedno angažirane proti enem tipu vlade. Ne proti drugim, vedno proti enem, in najbolj jih poznamo ravno po teh stvarih. Zdaj, seveda, gre za tokrat gre za najbrž pač te državne ali pa mestne dotacije. Je pa seveda pri tem zelo neugodno to, ta medijska drža. Eno je reflektiranje, kot je rekel Edvard, da mediji sploh pomislijo, o čem poročajo. Drugo je pa sorazmernost. Če ena mala organizacija s toliko in toliko ljudmi ima nek shod, zakaj ga dati v prime time? Recimo v Ljubljani se lahko zbere 1000, 10 000 podpornikov Ruparja, pa se jih že degradira vnaprej. Ali pa demonstracije proti temu kanalu C0, jih tudi o njih se ne poroča. Se pravi, to, kar se dogaja, je, da mediji, ta osrednji, veliki, promovirajo in objektivno tudi podpirajo ta tip demonstracij in jim dajo, ali pa protestov in jim dajo izjemno moč. In stvar je seveda poseb v resnici neugodna, če vzamemo, imamo vsak pravico, da protestira, demonstrira, ampak v tem primeru je ta obseg in vloga v medijih enormna. Enormna v tem smislu, da tudi lahko bi se pogovarjali. Meni je bilo zanimivo, Nacionalka ima ob enem napovedu protestov, mislim, odmevih ima gosta, Pop TV je imela 2, je imela enega sindikalista, pa enega iz gospodarstva. Nacionalka ima samo enega, predstavnika sindikalista, in potem se pogovarjata. To je forma, ki je popolnoma nesprejemljiva.
nesprejemljiva, da v situaciji, ki je dialoška, ki je konfliktna, ti ne povabiš dveh, ki predstavljata različna pola, ampak ti izpostaviš samo enega. In tako da to je gotovo ena oblika tega stampeda, ki je pa zdaj vprašanje, da se vprašamo, vlada niti formirana ni, pa je že mala revolucija. Kaj lahko pričakujemo v nadaljevanju? Demonstracije množične, zapiranje ulic, cest. In skratka, to je ena izmed... To se pravi, ti napoveduješ, da je to zdaj, kaj se dogaja s temi raznimi muki, sindikalisti, podpisi po šolah, po univerzah, samo nek začetek lahko. Ja, ker nekaj je, če vzamemo vsi, ki se ukvarjajo z vprašanjem civilne družbe in nekih pravic, oblik komunikacije, bi na takim pozivom mogli biti zgroženi, ampak ne samo zgroženi, če se ti študijsko ukvarjaš, predavaš o tem, bi se mogel v javnosti oglasiti. In zdaj imamo značilnost molk. Molk spet te, rečemo, intelektualne leve scene ob taki stvari, ki je zelo enostavna. Ne? In to mi govori seveda, da je to snežna kepa. Da vsi, ki so proti, se združujejo, je pa seveda veliko odvisno od reakcij vlade. Do zdaj je presenetil potencialni mandatar z neverjetno hladnokrvnostjo, ležernostjo, v bistvu se ne spomnim, da je šel kakšno polemiko s komarkoli, zares. In ko smo prej omenjali je pa zdaj ta poslanka, Katja Kokot, ki je vodja poslanske skupine Resnice, je pa zdaj povedala neko kazensko ovadbo, oziroma prijavo. Ja, pa ona je bila pozvana. Ona je bila, njeno ime se je širilo, da je treba na njo vršiti pritisk. Ampak hočem reči, prej sta omenjala to izjemno centralizacijo Slovenije. Zdaj imamo tudi to norost. Ker je toliko ljudi targira v Ljubljano, je treba nekaj stanovanj graditi, v resnici pa pol Slovenije že praznih. Prazna stanovanja, prazna naselja, vasi, kraji brez prebivalcev. Ti bi mogel obrniti, dati, bi rekel, manjše ugodnosti, privilegije majhnim krajem za zaposlovanje in za vse. Ti bi mogel stimulirati razseljevanje, ne beg iz Ljubljane. In zdaj to, če vlada dejansko izpelje in en del aparata že simbolno razseli po državi. Če upelje recimo stimulacije za manjše občine ali pa boljše davke, karkoli nižji davki, so to poteze, ki pa govorijo same zase. Zdaj eno je, ti imaš na eni strani ta stampedo, ki deluje. In če se spopade s stampedom, pride do pač še večjega spopada. V tem smislu je ta zadržana drža, ali pa drža, ki gradi na dejanjih, pa mogoče bolj razvidnih na celi črti, en racionalnejši, bi rekel, racionalnejša poteza. Kako si pa, razlagaš zdaj to držo? Je to zdaj del taktike, bodočega mandatarja, recimo Janeza Janše, to zdaj del taktike, predno bo pač izvoljen z mandatarja, oziroma predno bo vlada izvoljena, se bo potem po tvoji oceni zdaj ta drža kaj spremenila? Zdaj, nekaj je treba vedeti, da bolj izkušenega politika pa zdaj pravzaprav že težko najdemo na Slovenskem. Od mladega aktivista ZSMS, ki je hotel spremembe glede vojske, do arestanta, do obrambnega ministra, do parkrat predsednika vlade, do zapornika, obtoženca. On ima izkušnje. In če je ena izmed strategij življenja, da se na izkušnjah učiš in v vsakem primeru je to nekaj, na osnovi česa lahko gradi politiko. Gradi politiko in vsekakor so to zgledi. Zgledi so, tudi če bi čisto psihološko gledal, ko si v opoziciji, si lahko frustriran za potezami vlade in kaj ti ostane drugega, kot da pišeš tvite, čivke ali kakorkoli temu rečemo. To je edini način se konfrontirati, ali pa pišeš članke, ali pa imaš kakšen govor. Ko si pa na vladi, lahko izpeljuješ zakonov, politike in v tem situaciji lahko tudi molčiš. Oziroma
zaenkrat kaže, da molči in jaz dopuščam, da je konec koncev, sploh zakaj? Ker do zdaj se mu je ta njegova polemična, on je po naravi predvsej polemik bil, vse tudi kot kolumnist je bil polemičen, ne, v 80-ih. Da ta narava polemika mu je politično bolj ali manj škodovala. In ker ima po sebi tudi nekaj državotvornih silnic, se mi zdi, da je to lahko, da so to znaki, da je morda v resnici obrnil svojo perspektivo. Konec koncev ne smemo pozabiti, da je on doživel velik poraz na volitvah, v katerem smislu. Napovedal je veliko zmago. Namesto velike zmage je prišla, recimo, pod narekovajih mala zmaga. Velika zmaga bi seveda dopuščala, da on svoje vizije ali pa vizije njegovega kroga realizira. Zdaj v novem stanju je edini modus vivendi, da najde dialog z partnerji. In zaenkrat, po vseh reakcijah sodeč, celo stranke, ki so se prej zdele zelo daleč, kot je Stevanović in Resnica, delujejo precej usklajeno. In v tem smislu je očitno videl, da tista pot njegove vizije, ki jo samo realizira, je neuresničljiva. In zakaj ne najti, bi rekel, dialog? Konec koncev, vse to je zgled. Če vzamemo Golobovo ali pa dozdajšnje vlade, so bile to, da je primus odločil ali pa vsakmu pustil enih par resorjev in je deloval. Ni pa delovalo to kot usklajena vlada brez notranjimi spopadi. Tako da vidim to tudi kot enega izmed modusov. Jaz bi tukaj nekaj še dodal, ne? Da jaz sem celo v prejšnji uri Resnice, ko sem bil tukaj, rekel, da lahko spremljamo ta trenutek nek Janšov masterplay. Ne? Kako izpeljati ta postopek. Kako prideti do neke točke, kjer bo uspel na eni strani se dogovoriti z svojimi partnerji in na drugi strani ravno to svojo, kako bi rekel, precej tako rezervirano držo, ne iritiral te strukture, te hegemonske strukture v ozadju, ki bo naravno skočila na njega. On je mogoče pri prejšnjem času vladavine, potem se je izkazalo kasneje, ne, da je mogoče celo preveč puščic nase prevzemal, da so ostali mogoče lažje kakšne stvari naredili. Ne. Danes imamo pa zelo zanimivo situacijo v Sloveniji, kjer pa tisto, kar smo včasih na veliko razlagali kot osrednji mediji, mainstream mediji in tako naprej, nimajo več take moči, kot so imeli v preteklosti. Ne. To se pravi, da je medijski primež tega enoumja je bistveno šibkejši, kot je bil še 4 leta nazaj. Ne? To se pravi, po domače povedano, manj ljudi spremlja RTV, manj ljudi spremlja Pop TV, pa več ljudi spremlja različne podcaste, različne spletne medije in tako naprej. Ne? In kaj to pomeni? To pomeni, da tudi ideje tistih, pa bom zdaj kar konkreten, tudi ideje desnice, ki v prejšnjem času niso mogle prodreti do ljudi, zdaj lažje prodrejo. In kaj je ta trenutek, po moje, edina pametna pot naprej, a ne? Da se takoj na nižjih nivojih, če smem tako reči, pa nočem biti žaljiv, a ne? Ampak tako kot je gospa Kokota, a ne? Takoj odreagirala na razne pozive, a ne? Kot je recimo jaz sem objavil en odlomkac na omrežju X tega, kako je pokrovko odnesel gospe Vrečko, ne, ko je gospod Lotrič samo omenil Fotopub. Ne. Kaj šele, da bi, ampak ona je to razumela kot napad na njo, očitno jo je nečesa strah, jaz ne vem, kaj se je zgodilo, ampak je bil tak eklatanten primer strahu pred izgubo nadzora. Pred izgubo nadzora nad narativom. Ker vemo, kako so okviri, to se pravi okviri narativa, to se pravi okviri zgodbe, ki so lansirani v javnost, lepljivi. Ne? In ta Fotopub se je prilepil Levici, ne, zaradi tam nekih fotografij, kjer se je ona fotografirala z unim umetnikom, kaj je bil pač, pa kjer je mesec hodil tam po neki razstavi. Okay, ne? Naravno okolje Levice je bil tale, del naravnega okolja. Hočem reči, da je ta strah upravičen v resnici. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker ideje
zdajšnja opozicija oziroma kar desnice, lahko rečemo, da bo lažje slediti pogovoru, penetrirajo bistveno globje, kot pa so penetrirale, to se pravi še 4-5 let nazaj. To se pravi, mi se lahko danes zelo kvalitetno informiramo skozi kar nekaj medijev to se pravi, še drugačni sliki, o drugačnem narativu. In zdaj, ko te osrednji mediji izgubljajo moč, izgubljajo to penetracijo v globino, in na drugi strani raste neka struktura medijev, pač tak dober primer, recimo 4-5 let nazaj je bil v resnici edini tak res desen medij je bilo v bistvu Nova 24, pa ta okolje okrog Nova 24. Danes je ta ekosistem bistveno širši, kar pomeni, da vedno več ljudi lahko trezno razmišljajo o nekih stvarih oziroma ni jim več potrebno vzeti samo zdravo, zagotovo, kot je moja stara mama rada rekla, sej so v tem pa priporočilih povedala. Gledala je pa pač TV Slovenijo pred 50 leti. In je, bom rekel, in zdaj, če bom rekel, Janša pa ta vodilna struktura nove, pač te koalicije, nastajajoče koalicije, uspe ne iritirati preveč tega prekmalu, iritirati tega, to se pravi, te hegemonske strukture, na eni strani, na drugi strani, na spodnjih nivojih, da se takoj poskuša, utišati, udariti nazaj, ker je dovolj glasno. To, da je gospa Kokot vložila prijavo na račun Dobraniča, v bistvu smo to vedeli v 10 minutah. Za razliko prej, ko si rekel, da je 6 ur bilo potrebno, da je nekdo nekaj poročal. Mi smo to vedeli takoj. Pač v redu, nekaj gre preko mreža X, nekaj preko Facebooka in tako naprej, v redu. Ampak to se je zvedlo tudi v strukture, ki so bile prej tradicionalno vezane zgolj na TV Slovenija in tako naprej. Tako da in je ta del, ta obet s temi novimi mediji, z nekim dosegom za slovensko demokracijo v bistvu zelo dober. Jaz upam, da se bo tudi na tem področju nekaj spremenil in da bo vedno večji del tudi levih intelektualcev začel izražati te svoje pomisleke na račun krepitve zaupanja v demokratične procese in izstopanja ven iz tega modela, da je samo nadzor nad narativom, nadzor nad volitvami in nadzor nad proračunom tisto, ki bo Slovenijo na dolgi rok peljalo pač naprej. Bo še kaj dodal? Ja, gotovo gre še za en problem, jaz bi tem rekel, demitizacije. Ko so, recimo, dele zdaj nasprotovanja sindikatov, potencialne demonstracije, protesti, zborovanja, to je vse legitimno, v tem ni nobenega problema. Zdaj, vrag je, če predstavljajo mediji stališča, to je pa zdaj alternativa, to je zdaj pomeni, to je treba oblast zaradi tega zamenjati. In zdaj bo zanimivo, če vzamem zgled demonstracij, ki so jih imeli Ruparjevi. Ogromno jih je bilo. In kaj so počeli? Novinarji so sprašvali ljudi, zakaj po resnici, pa kaj imaš proti, in potem so delovali vsi kot eni mali beboti. Pač prišel je nevoljen, ampak ni se znal kaj dobro artikulirati. Zdaj, zelo preprosto, če novinarji ob tovrstne množice sprašujejo o konkretnih stvarih, kaj pa DDV, zakaj si proti DDV-ju gor dol, boš prišel do natanko istih stvari. Skratka, zdaj, tisto, kar je ključno, je v resnici tudi to, da ta aktivacija je v resnici provokacija. Provokacija, za nazaj gledano, ena največjih taktičnih, ali pa tudi civilizacijsko je bila neumnost, oziroma ne neumnost, prekomernost. Ko so na demonstracije poslali te, kot sem rekel, robokope, skratka te policiste v oklepnikih in ne vem kaj. In je bilo res smešno, ljudje protestirajo, na drugi strani imajo pa nekoga. Drugo je bil vprašanje, a boš zavzel ulice do obvoznice, a boš ustavil promet, pa to je neka druga reč. Ampak hočem reči, te klasične demonstracije. Nobenega razloga, zakaj ne bi verjel, da so dostojni in jih pustili tako rekoč v minimalni količini policije. In potem stvar teče. A je dostojna, ali pride do vandalizma, to ni pol več stvar države. In zdaj
Demonstracije so ponad močne ali pa se sprevržejo, kadar uporabiš nasilje. Ali pa zastrašuješ, ko na drugi strani postaviš policijo na konjih, ko ne nekaj dobiš, to je, takoj dvigdaš antagonizem za par skokov. In zdaj gre za to, da v resnici vzamemo, da je to legitimno, protesti jih je treba tudi na ta način sprejeti samo kot proteste, ne kot spopad. No, ampak jaz bi tukaj vse nekaj dodal, da se mi zdi korektno sicer, da pristopaš na tak način v razmislek, ne? Ampak jaz bi tukaj vse dodal, da je recimo struktura v policiji, da je v bistvu, da reči, profesionalna in da ve, kaj počne. Ne? In to, da ti pošlješ robokope na cesto proti nekim protestnikom tipa Dobranič, ki jih ni ne sram, ne nič, da z imeni priimki pozivajo, da sežigajo maske ljudi in tako naprej, je ocena varnostna takšna. To si rekel, zato imaš pa tožilstvo, zato ne rabiš robokopov. Ti ne moreš dovolj, da se uničuje, kar bi lahko sledilo. Imeli smo recimo tak primer Gotovsi z granitnimi skockami in tako naprej. Ti kot oblast v resnici ne moreš tega si dovoljiti. Jaz lahko danes iz neke časovne perspektive lažje špekuliram o tem, da mogoče pa ne vem, je bil kakšen ukrep prekomeren, in da je tudi vodil kakšno provokacijo, zakaj pa ne? Čeprav veš, tvoj primer ni dober. Mariborski, tam bil pa res načinnost, ko policija ni ukrepala. Ja, kaj si pa ti predlagal 3 minute nazaj? Ne, ampak tam je bilo nekaj drugega. Tam je bilo metanje kamnov, metanje... Kako si pa ti vedel pred protestom, da bojo metali, pa ne bojo metali kamnov? Tudi med samem protestu je bila ena zgodba Kanglerja, da je potem klical neke svoje judoiste, ki ga bo strah, da ga pride ven iskat. Skratka, če kliče župan na pomoč svoje telovadne kompanjone, ne pa policijo, tam nekaj ni delovalo. Tako da mislim, da primera nista. Ne vem, jaz, ko smo spremljali to kolesarjenje, in ko smo spremljali ljudi, ki so bili znotraj tega vpeti in ljudje, ki so bili pač tudi v medijih izpostavljeni kot organizatori, si v resnici lahko zelo hitro prišel do sklepa, da so rezultati ali pa posledice tovrstnega delovanja bodo nujno vodile v provokacijo. Ne? In zdaj, ali ti to provokacijo jemlješ zato, ker je Robocop prišel na cesto, pa mu rečeš, poglej ga, zdaj, ker pa on prišel, sem pa jaz v takem in takem položaju, ali pa obrneš, pa rečeš, on je prišel zato, da jaz ne bom ga sral, po domače povedan, je mogoče malo stvar interpretacije. Pa nočem zdaj zagovarjati nekih dejanj per se, ne? Samo jaz mislim, da je v bistvu vse en tok pa zaupam, recimo strokovnemu delu slovenske policije, ne, da ko izvaja neko oceno varnostne situacije, ne, da je verjetno pri tem razvoju dogodkov, katera je tudi na koncu dneva močno prispevala k, dajmo reči temu, spremembi oblasti, no, ne, ali pa da je prišel nek vrhunski menedžer na oblast kar tako, ne, je to v bistvu... Se težko strinjam s tem, no, samo to sem hotel povedati. Lej, tukaj imaš tudi tveganje. Lej, ti imaš organizatorja, organizator vodi demonstracije. In v redu, verjamemo... Se mi nismo imeli organizatorja. Ne, hočemo reči, pustimo zdaj za nazaj, da govorimo o demonstracijah, najbrž bo imeli organizatorja, ne vem zakaj ne. Nismo jih imeli. Ne, zdaj. Pri kolesarjenju nismo. Ne. Če imaš torej demonstracije, ampak tam je bil tudi sistem, ko je bil prepoved zbiranja, to je bil čist drug čas je bil. Ampak če imaš organizatorja, torej mu prepustiš, ti si odgovoren za varovanje, za vse, čak, in sprejmeš tudi, da pride do deliktov, torej to je stvar organizatorja, ki je prepustil dogodek v gibanje drhali, recimo, če bi karkoli prišel. In se mi zdi tukaj preventivno uporabljati policijo, da slučajno ne bi kaj prišlo, je... Delikatno. Ja.
No, zdaj o tem verjetno lahko dalje debatiramo. Ja, no, Malo smo zdaj že, mislim, malo smo že šli čez, ne, tako da se vam zahvaljujem. No, zdaj bomo pač na teh demonstracijah, pa Robocopi bomo zdaj končali, pa bomo videli, no, kam bo, veš, ker zdaj očitno bo tudi prišlo do demonstracij, ne. Ja, jaz mislim, da je Tako da neke odločitve bodo 150% da bo Ja, prišlo. neke odločitve bodo Slej ko potrebne, prej. Robocopi ali ne. Bo že razlog. Takrat v Mariboru pa mislim, da se je kasneje pripovedovalo, da je bil celo cilj, da pride do kakšne smrtne žrtve pa tako dalje, ne, in se s tem pospeši odhod Kanglerja in vse te stvari, ne. A veš, v Mariboru, takrat, ko se je, ampak takrat so si oni že naprej pripravljali, se mi zdi kocke, pa kamne, pa to, da jih bodo metali, pa tako dalje. No, tako da bomo videli, ja, zdaj, kam bojo došle te ljubljanske demonstracije, napovedane, ali pa 150 napovedane, ja. Skratka, Bernard pa Edvard, hvala za vajne komentarje, vidimo se prihodnji torek, do takrat pa seveda ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.